20. oktobra pred 80 leti je nemška okupacijska oblast razglas o državno-ključnih ukrepih v obmejnem ozemlju. Z njim je naznajeno začetek množičnega izgona prebivalcev Posavja in Obsotelja, otočne kraje nemškega rajha. Izgon je v naslednjih mesecih zajel več kot 36.000 ljudi, mož, žena, ostarelih oseb in otrok. Da bi s tako imenovanega brežiškega trikotnika ustvaril popolnoma nemško zemlje in branik nemškega rajha, je okupator sklenil izgnancev Evropati za domovino, dom in upanje na vrnitev. Obletnico izgona smo se v knjižnici Brežice v sodelovanju z gimnazijo Brežice odločili obeležiti se spominsko prireditvijo, ki nosi naslov Domovina in jokali smo za teboj. Direktorico knjižnice Brežice, magistrico Tejo Venkoč in župana občine Brežice, gospoda Ivana Molana, vabim, da nas uvodno pozdravljamo v spremita v osrednji del dogodka. Spoštovani, prva upraviteljica Ljudske knjižnice v Brežicah, Elizabeta Savica Zorko, se vrnitve izgnancev v domovino in hkrati začetku naše današnje splošne knjižnice spominja tako. Poletje 1945. Brežice so še napol prazne. Tuj rod, ki je nekaj let gospodaril našemu mestu, je odšel. Naši ljudje se vračajo. Počasi se je seleniški pas v Savi spet polni. Dan za dnem prihajajo v smeri od železniške postaje naši ljudi. Povsod se budi novo življenje. Ustanavljajo se tečaji, šole, ki naj bi naši mladini pomagale zapolniti vrzel neplodnih let brez učenja. Tako kot mladina se z nepopisnim elanom vrže na delo tudi učiteljstvo. Toda knjig ni, slovenskih sploh ne. Osnovnošolski učitelji izdajo začasno šolsko učiteljko. Kakor ni učnih knjig, tako tudi ni drugih leposlovnih. Okupator je uničil skoraj vse. Učiteljica Franja Mačkovškova začne s prostovoljno zbirko, a ta je zelo majhna. Zato se obrne na ljubljanske založbe splošno za poklonitev slovenskih knjig novo ustanovljeni Ljudski knjižnici v Brežicah. Vse založbe se prošnji odzovejo. Knjižnica prične kmalu poslovati in doseže v polnem poldrugem letu 120 bralcev in 630 izposojenih knjig. Tako je bila po osvoboditvi ustanovljena prva knjižnica pri nas. In mnoge druge spomine je gospa Savica skrbno popisala v kroniki Ljudske knjižnice Brežice, ki jo hranimo v neznanski zbirki. V okviru slednje že vrsto let načrtno zbiramo, obdelujemo, varujemo in posredujemo gradivo o zgodovinskem, geografskem, etnološkem, družbenem in kulturnem utripu občine Brežice. Raznoliki zbor predstavlja tudi gradivo z izgnansko tematiko, s katerim knjižnica pomembno prispeva k utrjevanju pripadnosti lokalnih skupnosti in zavedanju o njenem prispevku k slovenskem narodnem spominu. S slednjim je povezan tudi 28. oktober. Danes na ta dan obeležujemo občinski praznik. Leta 1941 pa je bila ustanovljena Brežiška četa. Nastala je na pobudo bratu Milavec iz Šentjenta. Četa je štela 18 borcev iz Brežic in okolice. Znana je bila po pogumnih akcijah, saj je iz selniškega zapora osvobajala jetnike, požigala okupatorjeva skladišča in skušala preprečiti izgon naših ljudi v tujino. Četa je delovala le mesec dni, ko jo je prihod sredi uničil nemški okupator. Četudi brez srečnega konca ima ta epizoda v zgodovini naroda pomembno mesto. Sodelavcem in povabljenim nastopajočim se zahvaljujem za prispevek, ki današnji spominski prireditvi prinaša posebno vrednost. Občankam in občanom pa voščim o prihajajočem občinskem prazniku. Spoštovane znanke in znanci, spoštovane občanke in občani.
Danes nekako se spominjamo dogodkov iz 80 let, ko so z naših krajev bili izgnani ljudje. Sam osebno lahko rečem, da sem potomec izgnanske družine, zato se še zelo živo spominjam dogodkov, ko mi je stara oče in pa oče povedal, kako težki časi so bili. Praktično čez noč oziroma v nekaj urah so prišli Nemci in so povedali, da se morajo izseliti, da morajo zapustiti vse svoje premoženje in praktično z nekaj osnovnim potrebščin oditi v neznano v tujino. To so bile izjemno težki časi za naše ljudi, za našo krajino, za našo občino. Seveda so mi tudi povedali, kako težko je bilo živeti v tujini, kajti tujci se jih seveda jemajo nekaj nepotrebnega, ki jim je na koncem odžiral tudi kruh in seveda so morali tudi tam trdo delati za preživetje in pa seveda tudi bili kot neka nadomestna sila na kmetijah, v tovarnah, kajti nemški ljudje smo bili vojaki. Seveda se mi pa tudi razlagali, kako težko je bilo, ko so prišli domov. Praktično so doma našli izropane domačije, prazne, brez živine, brez hrane, brez vseh osnovnih dobrin. Povedali so mi tudi, da enostavno je bilo težko, kajti tudi bivša država jim ni priznavala nekih tistih prioritet, ki so imeli drugih, ki so bili žrtve vojne in so nekako bili prepuščeni sami sebi. In prav, samo osebno ocenujem, da so te ljudje v naši občini izjemno veliko naredili, saj so praktično postavili temelje za to, da danes mi tu lahko živimo, uživamo in da imamo tako lepo krajino. Sem pa vesel, da je samostojna Slovenija končno priznala izgnancev tudi status žrtev, kajti dejansko s tem so vsaj delno plačali tisto njihovo trpljenje, ki so ga preživeli praktično od 41. leta vse do 91. Sam osebno lahko rečem, da tudi v občini Brežice se seveda spominjamo teh dogodkov. Naredili smo tudi kar nekaj obeležij, prav tako pa dobro sodelujemo z predvsem društvi izgnancev v naši občini in tudi finančno pomagamo, da lahko izvajajo svoje programe. Zato seveda me veseli, da društvo izgnancev seveda še naprej ohranja ta spomin, kajti dejansko je potrebno to narediti, predvsem zaradi mlajših generacij in pa seveda tudi kot pomin vsem, da se kaj takšnega v svetu še sme dogoditi. Zato seveda vsem, ki praktično ohranjate spomin na izgnanstvo, čestitam, želim vse dobro, želim pa tudi vse dobro v občinskem prazniku. Na klepu okupatorja, poteki zbora in povratnik izgnancev nam bo na strani način predstavila dobra poznavalka te tematike, profesorica zgodovine Nataša Šikoranja-Špilj. Moj namen danes je, da nekako orišem glavne zgodovinske pojave, procese, ki so spremljali drugo svetovno vojno, orišem ta zloglasni izgon prebivalstva iz Slovenije, natančneje iz posavskega prostora. Pričelo bi nekako z 6. aprilom leta 1941, ko je bila Jugoslavija, kraljevina Jugoslavija takrat napadena in posledično tudi razkosana in tukaj vidimo na tej projekciji Dravsko valovino, torej ozemlje Slovenije, ki so si ga razdelili 4 okupatorji, torej južni del Italija, vzhodni del oziroma Prekmurje Madžarska, nekaj obržanskih vasi, nezavisna država Hrvatska, pretežni večinski del pa Rajh, torej Nemčija, torej govorimo o Gorenjski in pa južni Štajerski. In ravno naše Posavje je tisti prostor, ki je po večini pripadalo nemški okupacijski zoni. Nemci, ki so zavzeli Posavje in zavzeli velik del slovenskega ozemlja, so zadali usodo Slovencem za tem obiskom Hitlerja v Mariboru, torej konec meseca aprila leta 1941, ko je Hitler izrekel tiste zloglasne besede Waffen der Kastančko Widerloč, torej naredite mi to deželo zopet nemško.
Tako je pravzaprav zapečatil usodo Slovencev. Slovence je zapisal etnocidu, kar pomeni uničenju slovenske identitete, zato so predvideli številne ukrepe, potujčevanje imen, poničevanje imen, prepoved slovenske besede, prepovedi slovenskih časopisov, knjig, ustanovitev nemških šol, nemških vrtcev in predvsem tisto, kar je za danes važno, izgon Slovencev iz omenjenega pasu. V ta namen so Nemci ustanovili tudi posebno strokovno komisijo za utrjevanje nemštva, ki pa jo je vodil zloglasni Heinrich Himmler. Mogoče na tem mestu samo nekaj statističnih podatkov. Druga svetovna vojna zajema ali pa na koncu terja dobrih 55, celo 60 milijonov žrtev, po različnih virih navajajo. So pa Nemci iz nemške okupacijske cone izgnali že 43 000 prebivalcev, cilj je bil seveda drastično več, ki ga srečo niso uspeli realizirati. Izganjali so predvsem nemške dežele, nekaj pa tudi na Hrvaško, Srbijo. To so zgolj številke, to so zgolj statistični podatki, ampak za vsako to številko se skriva unikatno človeško življenje, unikatna usoda, tragična usoda posameznika. In to je treba na tem mestu vedeti in te usode je pa dosti težje obesediti, kot pa predstaviti te številke. Kot sem rekla, predviden je izgon iz nemške okupacijske cone, ampak za nas, Posavci, je pomemben tretji val, ko želijo izgnati ljudi iz omenjenega pasu z Italijo in pa omenjenega pasu z NDH. Vse skupaj se nekako pričelo 20. oktobra, ko so nemške okupacijske oblasti izdale pa znameniti razglas, v katerem predvidevajo izgon ljudi iz pasu v Savi in pa v Sotli, približno 100 km dolg pas, v širino je pa povprečju meril 25 km. No, ta izselitveni pas prikazuje ta zemljevid. Zdaj za nas je pomembno to območje Rana, torej Brežiškega okraja, odkode seveda so priseli naši posavskih ljudi. Vse skupaj se je začelo 3 dni pozneje, torej 23. oktobra, na območju Dobove, tukaj so bile prve izgnane vasi. Ljudi so zjutraj obvestili, da morajo v roku 2-3 ur zapustiti domove, natovoriti, spakirati najnujnejše osebne stvari. Ljudje so zapuščali živino, zapuščali imetje, ki ga imajo, v žalosti, v negotovosti, v jezi, v nemoči, začeli zapuščati kmetije in se potem začeli zbirati naprej na določenih točkah v vasi, ki so bile predvidene, kjer se vaščani zbirajo in potem se natovorijo na nemške kamione, ki so jih peljali naprej proti zbirnemu taborišču. Mogoče tukaj omenim kakšen vir. Nemalokrat so ljudje, ko so zapuščali svoje domove, svoje kmetije, pokleknili k zemlji, pokleknili k njivi, k vrtu, poljubili zemljo. Nemalokrat so si peščico zemlje dali v robček, v žep in ga tako ponesli s seboj v izgnanstvo. To je samo vir iz romana Jožeta Križančiča, Peščica zemlje, ampak to ni osamljena zgodba, takih primerov je veliko. Kam so potem šli? Na zbirna taborišča, zdaj zopet za nas, Posavce, je pomemben grad Reichenburg, kjer je tako največje zbirno veselitveno taborišče. Zdaj v samem gradu so seveda živeli tisti poveljniki oziroma bivali poveljniki, ki so organizirali preselitev. Naše ljudi pa so seveda nastanili v hleve, grajske hleve, kjer so jih pa najprej temeljito popisali. Ljudem so popisali imetje, ki so ga pustili doma. V zameno za to, da bi v Nemčiji dobili potem nadomestne kmetije ali pa jih odplačili računi. Seveda iz tega ni bilo nič. Tisto, kar pa je treba tudi izpostaviti, so pa te zloglasne pasje svetinjice, torej številke, ki so jih ljudje dobili okoli vratu, kajti na ta način so jih pravzaprav razčlovečili, odslej naprej so jih klicali samo po številkah. Dobili so pa tudi seveda nemška imena, torej so jih že ponemčili, kar je pa vidno iz teh kartic, kjer so Ausweise, kjer so nemška imena.
Tu so ljudje bivali 2-3 dni, zelo skromno življenje v grajskih hlevih, na slami, hrano, ki so jo uživali, so v količini prinesli še s sabo in po 2-3 dneh so jih potem pretransportirali z vagoni, z živinskimi vagoni, z vlaki proti nemškim državam. Nekaj samo podatkov iz Reichenburškega taborišča je bilo prepeljanih v 62 transportih, okoli 37,000 ljudi in te ljudi so potem razselili po Nemčiji po približno 400 taboriščih oziroma lagerjih. Zdaj, kaj so bili lagerji? Bili so objekti, opuščeni samostani, opuščena šolska poslopja, opuščene tovarne, to neki večji prazni objekti, kamor so te naše izgnanci naselili in od tu so ljudje hodili na fizično delo v okoliške gozdove, tovarne, rudnike, na plantaže ali pa na okoliške kmetije. Predstavljali so predvsem ceneno delovno silo, v samo delo so bili vključeni tudi otroci. Naj pa povem tudi to, da so pa otroke nemalokrat poslali tudi v nemške vrtce, torej v kindergartne in pa tudi nemške šole. Življenje v samem lagerju ni bilo ravno najbolj prijetno, seveda, hrana pomanjkljiva, zdravstvena oskrba pomanjkljiva, nemalokrat so ljudi ogrožene razne bolezni, nevšečnosti, kot recimo stenice. In seveda svenska beseda pa je bila v lagerjih prepovedana. Tukaj je recimo takšen zanimiv vir, ki prikazuje tudi molitev, recimo tudi moliti so morali po nemško, torej Vater unser, molitev, ampak na skrivaj pa so ljudje vendarle ohranjali slovensko besedo, nemalokrat zapisali kakšno misel, kakšen vers, kakšno občutenje in ravno to jih je navdajalo za nekim upanjem, za nekim optimizmom, na ta način so lažje kljubovali vse nevšečnosti. Tukaj imam izbranih nekaj verzov naših ljudi, ki so zapisali pesmi v nemških lagerjih, kjer se opevajo domovino, poveličujejo dom in upajo na vrnitev. V nemških lagerjih se tudi nekaj ljudi rodilo, zopet je tak primer lista iz leta 42, Neže, Nebožlan, torej seveda je to nemško ime Magneza, in pa po drugi strani tudi neki ljudje tudi niso dočekali osvoboditve, žal so morali ostati v tuji zemlji, tudi primeri smrti naših poslavcev, Slovencev. Osvoboditve so ljudje se zelo razveselili, osvobodili so zahodni zavezniki in pa Rdeča armada, Rusi, ljudje so potem komaj čakali, da se vrnejo domov, vendar vračanje je bilo dolgotrajno, počasno, potekalo je po železniških progah, ki so bile poškodovane, porušene, nemalokrat so morali proge sproti popravljati, tako da so se vračali nekaj mesecev, vračali so se v poletnih mesecih, ko so pa prišli domov, seveda so jih pričakali opuščeni domovi, oropani domovi, izropane hiše in seveda lakota. Namreč to je bil poletni čas, spomladi bi morali že sejati, in takrat so bili še v Nemčiji, tako da so se zelo težko prve mesece prebijali skozi življenje. Pomoč jim je tukaj nudila tudi UNRWA, torej organizacija Združenih narodov. Ampak vendarle, kakorkoli, prišli so domov, prišli so na domove, tukaj bi čakal mir, pričakali je svoboda, zavedali so se, da bodo morali hudo garati, težko delati, ampak vendarle nek zanos, neko zaupanje v prihodnost jih je gnalo naprej, kajti zavedali so se, doma so, v domovini so. Zakaj moramo ohraniti spomin na izgnanstvo? Zato, da se nekako zavedamo, da vse te vrednote, svobode, spoštovanja človekovih pravic niso danes same po sebi umevne, da so generacije ljudi za to trpele, umirale, žrtvovale svoje življenja. Predvsem bi pa tukaj izpostavila tudi to, da nemalokrat je te ljudi pri življenjski moči v teh težkih razmerah ohranila misel na dom, na domovino, na materni jezik. In to pa so tiste vrednote, na katerih je potem čez dobrih 40 let zrasla tudi samostojna Slovenija. Za zaključek je ta sama misel, ki je zelo zgovorna, torej velikokrat je potrebno
žalne, da se znajdemo v določenih hudih, težkih preizkušnjah, da se zavemo svojega obstoja, svoje biti in da laže cenimo to, kar imamo. Torej, kadar čez vzdolj prihodajo vihari, se drevesa svojih korenih zavedo. Želja po vključevanju in soočenju z travmo izgnanstva se pri mnogih izgnancih izrazila v literarnem ustvarjanju. Dijakinji gimnazije Brežice, Zoja Popovič in Tjaša Mauser, ki jo je za nastop pripravila profesorica slovenščine Marjana Milikić, nam bosta v naslednjih minutah odstrli trg svet poezije izgnancev. Pozdravljamo vas dijaki in dijakinje ter zaposleni gimnazije Brežice. Predstavili bi vam radi pesmi dveh ljudskih ustvarjalcev v našem kraju, Jožeta Križančiča iz Bizeljskega in Ančka Salmič iz Leskovca. Oba sta preživela črne dneve izgnanstva, ki je močno zaznamovalo naše kraje. Prav v teh dneh, pred 80 leti, so se proti taborišču Reichenburg začele biti žalostne kolone izgnancev. Mnoga dela, nastala v tem času, so utonila v pozabo. A zavest o tem, da nam nihče ne sme vzeti svobode in da so prav ljudske govorice prve in najbolj pristne v težkih trenutkih, ostaja. Najprej prisluhnite pesmi bizeljskega ljudskega pesnika Jožeta Križančiča. Jože Križančič se je rodil leta 1926 na Bizeljskem, kjer je preživel otroška in osnovnošolska leta. Razgrano mladost mu je prekinila druga svetovna vojna, ko je bil izgnan iz svojega doma v različna nemška taborišča. Kot velik domoljub se je lotil tudi literarnega ustvarjanja, kjer je pripletal prozo in poezijo. Naj zgolj omenimo nekatere romane, Dolina spomina, Zlati srci in Peščica zemlje, ter pesniško zbirko Tama zda nisem sončne dni. Slovenska roka hišne številke je kazala, kjer sovražna puška potem po vratih je rožljala. Vstani, mrčeš slovenski, čez 2 uri bodite vsi na cesti, le nujne cule smete sabo vzeti. Vas je zaječala, koloni, pod orožjem, tuja roka, neznani svet jo je pregnala. Nasvirenje vasica, zibelka našega otroštva, prijatelji, pesem, šola, učenje, slovenska govorica. Strašen zločin domovini in ljudstvu ste storili. Ne boste kos svetovni in naši sili. Pride čas, ko bomo se vrnili. Ančka Salmič se je rodila 29. maja 1902 leta v Gorenji vasi pri Leskovcu pri Krškem. Zaradi socialnega položaja družine po končanju osnovni šoli šolanja ni mogla nadaljevati, zato je šla s trebuhom za kruhom v Zagreb, nato pa se vrnila v rodni kraj. Leta 1926 je bila v časopisu Vidret objavljena njena prva pesem, leta 1940 pa je izdala svojo prvo pesniško zbirko z naslovom Cvetje z neobdelanih gredic. Med drugo svetovno vojno je bila tako kot naš marsikateri prednik izgnana v Nemčijo. Ko se je vrnila domov, je v tistih izgnanstva pisala pesmi, ki jih je združila v pesniško zbirko iz črnih dni predmanstva. Le še nocoj. Nocoj nam še zadnjič pod oknom jablane bodo slabo zašumele. Uspavam potiho zapelem. Le še nocoj bomo zadnjič pod rodnim krovom prespali, vso dolgo noč prejokovali. Le še nocoj, že jutri nas bodo kot ovce na kamione sive znašili. Vso to neznano, pregnanstvo, trpljenje zvozili. Kako smo brez upa, kako brez moči. Vaši spevi so mi tuji. Kaj še pečete, vi temni bori, vitke jelke, tu, tujini mračni? Ko posedam tožna zdaj med vami, slušam speve vaše le solzami, saj so meni tuji, vse drugačni, kot pojo jih naši bori na domači gori. Ti pojo mi mehko božajoče, kot uspavam, ko bi mati pela. Pesem njih je vedra in vesela, z radostjo je srkala je duša moja. Vaši spevi pa so meni tuji,
Čuden hlad iz njih srce mi lega. Dalje, prepeneč pogled mi bega, išče ženo naše ljude gore in zelene, vilpojoče more. Hvala za pozornost in nasvidenje. Refleksijo osebne izkušnje izgnanstva nam bo podala predsednica Brežiškega krajevnega odbora Društva izgnancev Slovenije Emilija Držanič, ki jo prijazno vabim k besedi. Torej, jaz sem ena izmed tistih deklic, nekoč leta 41, ko sem štela 8 let. Vmes je minilo veliko časa, en delček tega bom vam poskušala povedati, kakšnem času smo mi živeli. Izgnana je bila cela moja družina. Oče je bil že poslan v vojsko, zato je ostala mati z nami 5 otroci. Pripravljeni smo bili po tistih razglasnih panojih na to, da bo treba zapustiti dom, in to se je kar dosti hitro v letu tudi zgodilo. Bili smo pridni, vsi otroci z mamo red, in smo spravili vse jesenske pridelke in računali na to, da bomo ostali lahko doma, ampak ni šlo. Prišla je nemška vojska, prinesli so nam svetinjice na mizo, jih razdelili otrokom in mami, in tako smo bili takoj zaznamovani za to, da smo pripravljeni na odhod. Seveda nas je pot vodila najprej v Reichsburški grad, ne v grad, temveč v Reichsburške hleve. Tam smo preživeli nekaj časa, dan in noč, v zelo slabih razmerah. Ko nas se je nabralo v tem hlevu zadosti veliko število, so nas transportirali v dolgih vrstah iz hlevov po strmini navzdol do Reichsburške železniške postaje. Nastanjeni smo bili v te vagone živinske, odkodar smo krenili v neznano. Nekaj časa smo se vozili, nekaj časa postajali vmes in imeli kakšen premor, sicer pa smo po nekaj dneh prispeli v Nemčijo. Tam smo bili nastanjeni v veliki stavbi, to je bil v bistvu samostan, in dobili smo en prostor, v katerem smo se vsi stiskali in čakali, da nas razporedijo kamorkoli. Mnoge ljudi so dali ven na kmetije kot delovno silo. Mi smo bili družina, ki je bila tudi sposobna dela, saj jaz sem bila stara 8 let, kot sem povedala. To že ni bilo za delo, tako garaško delo, ampak vsi starejši, brat in sestre, so pa bili razporejeni takoj in tudi mamo so takoj spravili na delo v pekarno. Tako smo preživljali ves čas 4 let v Untermarchtalu, v tem taborišču, kjer nam ni bilo lepo. Otroci so delali po tovarnah, po kmetijah, čuvali nemškim družinam otroke. Jaz sem pa ostala v lagerju, brez šole, brez vrtca, brez vsega. Treba je bilo kdaj pomagati v pekarni, da sem v otroški vrtec tovorila potem kakšno pecivo ali pa žemlje. Za nas tega ni bilo. Jaz sem jedla vedno na kotlu, tam, kjer je bilo kuhano veliko hrane, enolončnice, nikakršnih priboljškov, in smo vedno stali v vrsti, disciplinirani in dobili tisti obrok hrane. Še hujše je pa bilo, ko smo dobili en del kruha, en kos kruha,
za teden dni. Tega je takoj zmanjkalo, ker nismo bili ravno siti, ni bilo dosti hrane, pa smo to najprej poučili, potem je pa bil teden gladu. Tako smo preživljali 4 leta v lagerju in odraščali tam. Naučili smo se marsičesa. Jaz sem recimo imela voljo do pletenja nogavic in sem znala splesti že takšna deklica, dolge nogavice in pletla to, zato da mi je čas mineval. Drugače so nas uporabljali za to, da smo pobirali in čistili okolico lagerja, ker je bilo treba pobirati papirčke, urejati kakšne lepe grede, ker je bilo lepo. Najhujše je pa bilo, ko so nas napadale stenice. Tega mogoče vi niti ne poznate, teh živalic, ki so bile skrite za tapetami, ker nismo imeli pobeljenih sob, ampak so bile tapecirane s tapetami stene. Za tistimi stenami je bilo pa polno stenic, ki so nas žrle po noči. Ko smo pogasili luči, so napadle stenice in jaz sem bila neko obdobje cela v krastah. Ni bilo prijetno, potem so nas izselili iz lagerja na dvorišče, na prostost, dokler so zaplinili celo poslopje. No, to je bil en tak, bi rekla, najhujših dogodkov v lagerju. Drugače pa smo morali delati takaj. Dela primerna naši starosti. Pobirati smo hodili za ženicami klasje, žitno klasje, ki je ostalo. Pobirali smo smeti okoli lagerja. Prostori so morali biti urejeni, starši so delali, jih ni bilo, otroci so bili že toliko stari postali, da so bili tudi razporejeni na delo, v tovarne, v družine, zunaj, na kmetih in tudi v čuvanju, pri čuvanju otrok. To pa 8-letna deklica pa še ni bila nikamor razporejena. Zato je bilo to toliko težje in hudo. Ni bilo šole, ni bilo vrtca, ni bilo nič. In nam je 4 leta ukradenih. Ko smo se vrnili domov, smo našli oropano hišo, brez vrat, brez oken. Vrt je bil zaraščen tako visoko, da se nismo spoznali, ali je to vrt še ali ni. Naseljeni so pa bili v naših hišah kočevji. Ti pa niso radi ravno obdelovali, pa tudi niso znali tako ravninskega predela obdelovati, kot je bila naša navada. Da smo prešli nazaj v hišo, je bilo potrebno veliko dela. Najprej se očistiti, treba je bilo poiskati pohištvo, ki je bilo razceljeno naokoli po fari. In zato tudi ni bilo prijetno nekomu reči, ti imaš pa to moje, pa naše, ampak treba se bilo boriti tudi za tisto, česar nismo našli. Življenje po vrnitvi nam ni bilo kaj lepo. Res je, da smo lahko šli v šolo. In v šoli so nas razporedili po starosti, nič po znanju. Eni so kaj znali, drugi niso znali in razpored je bil samo po starosti. Tako mi je bila sreča mila, da sem prišla v 4. razred, ko sem se vrnila in sem lahko šola nadaljevala.
Nadaljevala sem potem šolo v Brežicah v gimnaziji, 46-47 leto, na kar se človek pač privadi, da je tako življenje tudi nekaj drugega, kot biti doma in ni nekega programa in plana, pa smo stremeli za tem, da smo se potem tudi izšolali. Tako sem prišla do svojega poklica, ga vestno opravljala vsa leta, zdaj sem pa srečna upokojenka. Hvala. Izkušnja izgnanstva je bila kolektivna, a tudi družinska in osebna. V Mašičem svojstveno zgodbo izgnanstva družine Kržan nam bo predstavila bibliotekarka Andrejka Kos. Predstavila vam bom zgodbo izgnanske družine Kržan iz Malega Vrha pri Globokem, katerem potomka sem. Nastala po pripovedovanju moje mame, Olgice Kos, rojene Kržan, in ob pomoči arhivov iz Slovenije in Nemčije. Družina Kržan iz Malega Vrha je v mesecu oktobru 1941 v jutranjih urah dobila obvestilo, da se morajo pripraviti na izselitev. Obleko, čevlje in nekaj hrane so povezali v cule in vzeli s seboj na pot. Preostanek, skrinjo, plahte, ki jih je mama Olga dobila za doto, ko se primožila k Kržanu, kuhinjsko posodo so dali v hrambo Šerčevi, dedni vas. Šerbec ni bil na preselitvenem območju in je oče mislil, da bo sprejel celotno 7-člansko družino. Živino v hlebu, feder vagen, ostalo orodje v vrtu pri hiši, vse je ostalo na domačini. Pustili so v prepričanju, da bodo dobili nazaj ob povratku. Mamini spomini so sledeči. Morali smo se zbrati pri osnovni šoli v Globoki, kjer so nas pričakala nemška vozila, kombi. V enem avtu je bilo več družin. Našim je bila tudi Ela Živič, učiteljica iz Globokega, zavedna Slovenka, ki nas je skušala bodriti s pesmijo, zapela je spomin na domovino. Pot nas je vodila proti Reichenburgu, kjer so nas podpisali, nam dodelili kovinsko ploščico, številko, ki je nadomestila našo osebno izkaznico. Dodelili so tudi datum, s katerim transportom bomo odšli v tujino, namestili so nas v hleve, kjer smo bili 3 dni. Po jutranjih urah 28. oktobra 1941 smo šli peš do Blanka, kjer so nas naložili na živinske vagone, ki so imeli v notranjosti na tleh slamo. Ate Alojz je ves čas razmišljal, kako bi lahko ostal doma. Preden smo odšli na vlak in v neposredni bližini hlevo zakopal ključe, z vagoni smo potovali v neznano deželo, nihče od nas ni vedel, kaj nas bo tam pričakalo. Ko smo prispeli v Nemčijo, smo bili nameščeni v Oberschleiderhau, lager 183 Heidehaus. Od železniške postaje do lagra smo potovali peš. Ko smo prispeli v lager, so nam dodelili majhno sobico, katero smo si delili s 4 družinami. Spali smo na pogradih, na našem pogradu nas je bilo 7. Gašperje smo imeli za poljavo in za en teden nam je pripadal en Eimer Kolna. Iz lagra Heidehaus so nas premestili v lager Uršula Oberschleiderhau. Lager je bil okoli ograjen z bodečo žico. Otroci so se hodili učiti posebne prostore v pisarni glavnega lagerführerja. Učila jih je nemška vzgojiteljica, ki je znala dobro pisati in brati. Poudarek je bil na matematiki in nemškem jeziku. Hrana, ki smo jo dobili, je bila zelo skromna. Otroci so dobili v času ob prihodu v lager pecivo in mleko. Odrasli pa so dobili le kuhano kolerabo,
večinoma en krompir na osebo, vodene juhe, polovica hlebca na družino za ves teden. Hrana se je kuhala v kotlih. Pri pripravi hrane so sodelovali tudi ženske iz lagra, katere niso dali na delo izven lagra. To so bile predvsem starejše, kot naša matika. Te so lupile in čistile sestavine za okoto. Jedli smo po skupinah, hrano smo dobili v kovinskih plehmatih posodah. Sestra Slavka, ki je bila na pol fant, je nenehno prosjačila po okoliških kmetijah. Odšla je tudi na njive, kjer je nabirala kolerabo, korenje ter naprinašala v lager. V neposredni bližini lagra je bila tudi trgovina, ki je prodajala kumare. Te so bile skladiščene v ogromnih ščetrih. Trgovka je vprašala, zakaj jih uporabljajo. Ko je povedala, da jih je to, ker nima ničesar drugega, je začudeno pogledala, se ni mogla verjeti, da se to lahko dogodi. Mama Olga je hodila pospravljati po hišah, da je zaslužila za kakšen kos kruha. Jaz pa sem morala iti v nemško šolo. Iz lagra smo bili v šolo poslani 4 otroci, 3 fantje in sama sem bila edino dekle. Naučila sem se dobro govoriti in pisati nemško. V šoli smo s svinčnikom pisali zvezke, knjig nismo imeli. V šolo sem hodila peš, v eno smer sem hodila več kot pol ure. Ostali otroci v lagru so imeli pouk znotraj lagra, ker jih je poučevala ena gospa, sicer ni bila učiteljica, je pa znala dobro brati in pisati nemško. Večinoma so bile po izobrazbi medicinske sestre ali vzgojiteljice. Med časom, ko so bili otroci pri njih, so poskrbeli tudi za njihovo zdravje. Otroke so učile pisati, brati, ročna dela, predvsem šivanja, dela na vrtu. Oče Alojz je od prvega dne le razmišljal, kako bi se vrnil v domovino. Se je zaposlil na železnici. Ko je delal na železnici, si je omislil, kako bi pobegnil iz lagra. Ker je že doma bolehal na želodcu, je imel v planu, da svojo diagnozo tudi s pridom izkoristi v tujini. Ko je imel v glavi izoblikovan in splaniran načrt pobega, oziroma ko je s pomočjo prometnika ugotovil, kakšne so povezave vlakov iz Nemčije do domovine, je sklenil oditi na bolniško. Ker smo bili nenehno pod nadzorom, ga je prišla nadzorovati medicinska sestra in preverjati, kaj počne. Nekega večera nama je z mamo Olgo rekel, da ga naslednje jutro več ne bo in naj ga ne iščemo, ker ima načrt, da pobegne nazaj v Jugoslavijo. To je bilo 24. junija 1942. V jutranjih urah je prišla kot navadno medicinska sestra povprašati po njem. A je mama odgovorila, da je odšel na sprehod. Obisk je ponovila okoli poldneva. Dobila enak odgovor. Ponovno se je vrnila proti večeru in tedaj smo ji povedali, da očeta ni sprehoda. Tako je obvestila vodstvo lagra in za nas se je začelo še težje življenje. Vse družine, ki so bile z nami v sobi, so odpeljali na zaslišanje, vendar prepovedano je bilo mami Olgi, da karkoli govori, čeprav je znala dobro nemško. Oče Alojz je pobegnil prvi iz lagra, zato je sledilo še hujše zaslišanje. Lagerführer je predlagal, Lagerführer je na podlagi vseh izbranih informacij sklenil, da bo izvedel naslednjo potezo. Z nami v sobi je bila tudi družina Kostanjšek, od Janeza iz Brežic, zato je bila družina sokriva za pobeg očeta Lojza. Mami Olgi Janezu Kostanjšku je namenil, da jih ustreli pred celotnim lagrom. Otroke, da gredo v posvojitev k nemškim družinam, stara mama Matika pa v taborišče. To se je odvijalo na dvorišču lagra,
pred vsemi, ki so se nahajali tam. Vendar Lagerführer ni želel izvesti brez dovoljenja nadrejenih. Zato so poklicali iz Berlina njemu nadrejenega Lagerführerja, ki je prispel na izvedbo sojenja. Ko so se zbirali nadrejeni na dvorišču, Janez in mama Olga so bili postavljeni pred zid. Da bo izvedel streljanje, je žena Janeza Kostanjška padla pred njune noge in vpila, naj še njo ustreli. Tedaj je na dvorišče prišel glavni Lagerführer, ki je videl, kaj se dogaja, in vso kopico otrok. Ko so njemu zrli v dogajanje, je v nemščini rekel, da ti otroci niso nič krivi za dejanje očeta. Tako smo bili oproščeni tega streljanja, a bila je prepovedana vsakršna pošta. Nobene pošte nismo dobili od nikoder, ker je bilo strogo ukazano. Sledila so mesečna zaslišanja, nenehne selitve iz lagera v lager, označili so nas za družino banditov. Sestra Slavka je bila zelo fantovski otrok. Bila je zima, ko smo prišli v Nemčijo. Obilo je bilo snega. Fantje in ona so sklenili, da si bodo naredili smuči. Po lagru in okolici so iskali les in ga našli. Slavka si je prva naredila par smuči in z njim fante učila smučati. Pri smučanju si je razparala plašč in ko je prišla v lager, ga je skrila pod posteljo. Naslednji dan je šla na sneg le v povodju. Ko je mama vprašala, kje je plašč, je rekla, da ne ve. Mi smo vedeli, da ga je raztrgala zaradi svoje živahnosti. Ko je mama našla plašč, jo je poklicala na zaslišanje, izlomila smuči in prepovedala iz sobe. A ni upoštevala tega. Skočila čez okno, prišla do fantov in smuči. Njeno živahnost je opazila pomočnica Lagerführerja in jo najela, da jo sami vozila v dolino. Zaradi njene vožnje smo bili nenehno v strahu, saj je bila pod hribom železnica. Slavka pa študirala vozni red vlakov, njena sopotnica, ki je bila konstrukcijsko izredno močna, zato nas je bilo strah, da bi v padcu pristala pod njo. Nekega dne so našli avto, brez motorja, in Slavka kot vodja skupine jih je podučila, da bi bilo pametno, da ga zvlečejo na hrib in se potem z njem spustijo v dolino. Ni jim bilo pretežko ga potiskati v hrib in se potem z njem odpeljati v dolino. Kadar je bila lačna, je šla prosjačit po okoliških hišah, včasih nam je prinesla kakšen kos kruha, če ga ni med potjo že sama pojedla. V neposredni bližini lagera je bil Himmlerjev grad. Nekdo ga je podminiral in vsake toliko je počela kakšna bomba. Otroke in nekatere starejše, predvsem ljubitelje alkoholnih pijač, je zanimalo, kaj se notri nahaja. Analizirali so, na koliko časa je počelo. Na podlagi ugotovljenega so odšli v notranjost gradu in se vračali večinoma z najdenimi buteljkami. Med osebami, ki je odšla v grad, je bila tudi moja sestra, ki je buteljko prinesla s ponosom, saj je znova uspel en podvig. Ko je buteljko pokazala mami, jo je ona uplefotala rekoč: "Kaj ti pomaga buteljka, ko bi te lahko raznesla?" Odgovorila je: "Hitrejša in urnejša sem kot katerakoli eksplozija." Grad so postopoma uničili. Ko smo bili v lagru v Lothringenu v Franciji, je mama hodila nabirat gobe. Nekega dne se je izgubila, tako da so jo šele naslednji dan našli, so mokro in premraženo. Tu so bili v neposredni bližini gozdovi, kjer smo nabirali tudi borovnice. V lager smo dobili pakete po tujim imenu. Največ jih je poslal pišečki župnik Štefan Čakš. V paketih je pošiljal suho sadje in kekse, ki jih je spekla njegova sestra, tam je bila gospodinja, posebno v Božiču in Veliki noči. Predvsem v lageru na ozemlju Francije smo hodili k maši.
V času bivanja v lagru smo morali zaradi bombardiranja lager zapustiti, ker so nas na železniški postaji že čakali vagoni, da nas bodo premestili na drugo področje. Odrasli so se odločili, da bomo bombardiranje raje preživeli v lagru. Tedaj se je zgodil preobrat, saj so Nemci Amerikance in Ruse pregnali par kilometrov proč od naših območij. Vrnili so se v lager in ko so nas zagledali, da nismo zapustili prebivališč, so nam obljubili, da bodo sledile kazni. Leta 1942, ko je oče pobegnil iz lagera v Nemčiji, je prispel na železniško postajo v Krškem. Tam se je srečal z nečakinjo Frančiško Krošelj, poročeno Pozole, ko ga je zagledala, je začela kričati: "Stric Lojz", on pa odvrnil pogled. Niti slutila ni, da je stric pobegnil iz lagera. Preko hribov in dolin se je vrnil na Mali Vrh, iz vlaka je stopil v Krškem, se je menil, da bi ga v Brežicah znali pričakati Nemci, ki so bili obveščeni o njegovem pobegu. Bil je previden, vrnil se ni domov, ampak je zaprosil za stanovanje pri Ogorevčevih, Hodovivčevih, saj je vedel, da ga bodo iskali. V prostorih današnje šole Globoko so imeli Nemci svojo postojanko, ki se je imenovala Vernaša. Ob neki priložnosti so jih napadli partizani. Takrat je mimo pripeljal kamion, v katerem sta bila šofer in oče Alojz. Vsi streli so prileteli v očeta, tako da je bil močno ranjen. Odpeljali so ga v brežiško bolnišnico in ga tam pustili na zdravljenju. To so bili vojni časi in na voljo malo zdravil. Ko so videli, kako je ranjen, so ga premestili v sobo za umiranje. Nekega dne je mimo prišel dr. Anton Glušič in ko ga je zagledal na pol umirajočega, ga je vprašal: "Keržan, kaj pa ti počneš tu?" Poznal ga je namreč iz časov pred vojno. Oče ni odgovoril, saj je bil preveč slaboten. Dr. Glušič je organiziral, da so ga premestili v bolnišnico v Graz. Ko je prispel v Graz, so se zanj zavzeli tamkajšnji zdravniki in mu pomagali. Ob tem je pogosto povedal, da tako žilavega človeka še niso srečali, so dejali. Res je imel levo roko suho in je bil 100% invalid. Hrbet pa mu ostal v prazgotinah. Po večmesečnem zdravljenju v Grazu je prispel domov in znova je odšel na stanovanje v Ogorevčevu. Iz lagera smo potovali domov z vlakom. V Brežice smo prispeli 29. avgusta 1945. S seboj smo imeli nekaj malega v culah. Ko smo prispeli na železniško postajo, nas je tam pričakal oče Lojz s konjem in federvagnom. Na voz je naložil mlajše 3 sestre in matiko, midve z mamo pa sva šli peš za njim. Ko je videl naše cule, je vprašal, če je to vse gospodarstvo, ki smo ga priskrbeli v 4 letih. Tako se je končalo potovanje družine Kržan v tujini. Vstopajoči so nas obogatili s številnimi spoznanji, nam odprli in srce za izkušnje znanstva, spomnili pa so nas tudi na vrednoto domovine in življenja v miru. Naši predniki so v znanstvu, nasilno pregnani za svoje zemlje, ponižani v ceneno delovno silo ter zapisani po nemčenju, jokali za domovino in čakali ter upali na vrnitev. Potem, ko so doživeli preštevilne plitkosti in so mnogi med njimi v tuji zemlji dobili svoj grob, je pomlad 1945 prinesla osvoboditev in jim odprla pot domov. Čutenje izgnancev in njihovo sodo je moč prepoznati tudi v vsebini znamenite pesmi Lipa zelenela je. Za sklep prireditve, s spoštovanjem do trpljenja izgnancev in v hvaležnosti do domovine, prisluhnimo pesmi, ki jo izvaja mešani mladinski pevski zbor Gimnazije Brežice pod zborovodstvom Simone Rožman-Strnad in Dejana Jerončiča. Zahvaljujem se vam za pozornost in vas hkrati vabim, da si na strokovnem oddelku naše knjižnice
ogledate razstavo Izgon Slovencev 1941-1945, ki jo do izteka meseca oktobra gostimo v sodelovanju z Društvom izgnancev Slovenije. Viva